Lento Amen Johannesa Barenta Picava v izvedbi Marije Bog nas je uvedel ta lep večer glasbe in poezije, ki se vključuje v praznovanje Petrovega, poimenovanega po našem župnijskem in krajevnem zavetniku svetemu Petru. Dobrodošli v Marijini cerkvi na Gorci, tem svetišču miru, kjer se nebo zdi bližje in srce lažje spregovori. Dobrodošli v svetem letu, ki ga obhajamo kot romarji upanja. Z nocojšnjim večerom sakralne glasbe in poezije vstopamo v prostor tišine in lepote, v katerem besede in zvoki ne ostanejo zgolj slišana govorica, temveč postanejo tudi molitev. Glasba in poezija imata moč, da presegata vsakdanjost in nas popeljeta v globino duha, tja, kjer se srečamo sami s seboj, z drugimi in z Božjo skrivnostjo. Današnji večer ni zgolj kulturni dogodek, je srečanje. Srečanje s svetim, z umetnostjo, z lepoto in s tihimi vzgibi srca, ki jih bodo nežno prebujali verzi in melodije. Naj vas ta večer napolni z mirom, navdihom in hvaležnostjo. Naj bo vsaka pesem, vsaka misel in vsak ton dar za dušo in slavljenje življenja. V tem prvem delu, ki nosi naslov Pozdrav Slomšku, bomo prisluhnili skladbam Veselja dom, Bog, ki grešnike kaznuješ, ter Lahko noč. Gre za pesmi na Slomškova besedila iz starih pesmanic v različnih priredbah. Izvajalke bosta Breda Rajš, sopran, in Marija Luh, alt in orgel. Oh,
Je beseda, ki presega vsakdanjo govorico in išče resnico, ki ni vedno vidna očem. Svoj najbolji obliki je poezija molitev, tiha ali glasna, izrečena ali neizrečena, klic človekovega notranjega sveta večnosti. Stihi se pogosto zrcali tisto, kar težko povemo drugače. Hrepenenje, ljubezen, vera, upanje. Poezija je iskren pogled človekov dušo, a hkrati tudi most med ljudmi, med časom, med človekom in Bogom. Interpretaciji Maxa Oskarja Reichstadt bomo prisluhnili pesmim svetogorski kraljici Petra Flandra, Romanja Ivana Preglja in pozdravljena Toneta Kuntnerja. Peter Flander, svetogorski kraljici. Najlepšega cvetja sem zate nabral in tebi, devica, Slovencu kraljica, povezan v šopek, ga bom daroval. Pred tvojo podobo, ljubljena mati, ponižni se zgrinjajo verni ljudje. Goričo ljubezen ti hočejo dati, pri tebi presrečno je vsako srce. Vesela si Romarja kronana mati, zvestobo ponovno presegli so ti. Vodnica še dalje hočeš ostati, da enkrat deliš nebes pod vsi. Na tvojem obrazu rajska milina, dobrotno oziraš se Romarju vse. Neskončno je tvoja ljubezen za sina, a tudi za ljudstvo ti bije srce. In ti si nešteti bolnikov zdravnica, pozdravljeni tebi zahvalo boju. Kako si nam draga Slovencu kraljica, kristjanom je tvoje kraljestvo sladko. Ivan Pregel, Romarji. Romarji gredo k Mariji na goru. Vzpenjajo se, gibljajo, molijo, prepevajo, pesem eno znajo. Preko nebnih dal tonij spušča se v višave, lepa pesem Romarjev, Mati Božja Ave. Romarji gredo k Mariji na goru. Tone Kuntner, pozdravljena. Pozdravljena, mila gospa, ki prideš na varno zdravniku in tiha ostaneš izmerjena z mano po njegovem zadnjem odhodu. Zdrava, usmiljek vseh usmiljek, srečna rešiteljica trpljenja, ki ceniš vse rane, ki jemlješ se grehe srca in ugašaš se bolečine življenja. Pozdravljena in dobrodošla. Poezija in glasba sta skozi stoletja hodili z roko v roki, vsaka s svojim izraznim jezikom, a skupnim ciljem – nagovoriti človekovo notranjost. Prav v sakralni glasbi se to zlitje izraza še posebej močno razodeva, saj združuje pesniško moč besede s transcendentno močjo glasbe. Od prvih svetih himen do sodobnih duhovnih skladb se poezija pogosto preobraža v glasbeni molitveni dialog, ki presega govorico vsakdanjosti in vodi poslušalca k presežnemu. Tako pot do poezije v sakralni glasbi ni le umetniška preobrazba, temveč duhovno popotovanje, kjer besede dobijo krila v melodiji. V drugem glasbenem delu z naslovom Marija od zore do mraka bomo slišali Ave, sijajna zornica, Lojzeta Mava, Dan že zapira oči, Alojzija Mihelčiča in Glejte, že sonce zahaja, Antina Martina Slomška, ki jo je priredil Janko Žirovnik.
izvajalci godba. Breda Rajš in Špela Glajsinger sopran, Marija Druh in Sonja Benda alt, Igor Rajš tenor in Branko Duh bas. Stop us.
Romani, ki obiskujejo Marijina svetišča, so verniki, ki se na duhovno pot podajo z namenom molitve, prošnje ali zahvale Devici Mariji. Ta svetišča, posvečena Božji materi, so pogosto pomembna romarska svetišča, kjer verniki iščejo tolažbo, upanje in okrepitev vere. Romanja Marijina svetišča so del bogate krščanske tradicije in imajo globok pomen. Predstavljajo notranje iskanje, pokoro in osebni stik z Bogom prek Marijine priprošnje. Takšno romarsko svetišče je tudi naše, z milostnim Marijinim kipom. Gorska Marija, mi k tebi hitimo, je himna tega svetišča, ki jo prepevamo na predvečer glavnega praznika procesiji s svečkami. Sebastian Valentan pa je poetično govorico zapisal še neobjavljeni pesmi Blagoslov neba in Romarjev ognjišče, ki jo bo interpretiral Max Oskar Lajš. Sebastian Valentan, Blagoslov neba. To bistvo pozdravljam nebo. Na levem bregu Drave si še lepše. Vsi blagoslovi prihajajo iz tebe, po prekletstvo, če človek pravu dušu dal, izigral pravila igre, se smejal, ko brat njegov je žaloval. Blagoslov z neba naleže na vse nas, pokrije me na smir, je to mir in naj ga nič ne kani. Romarjevo ognjišče. Največji naš kras je Gorsko svetišče, duhovno središče in Romarjevo ognjišče.
V njem duša tolažbo išče, ker postane presečišče tega, kar je pogorišče in kar ostaje prgišče, edino zatočišče. Pred nami je še tretji, zadnji glasbeni sklop tega večera. Slišali bomo skladbo Dajte mi zlatih strun Franca Engelharta in Alojzija Mava, izvedbi Brede in Igorja Rajška, Sonje Benda ter Marije in Branka Duha, solo pa Špela Gleisniger. Sledi Mozartov Ade Verno, izvedbi Špele Gleisniger, sopran, ki jo bo na orglah spremljala Marija Duh. Tretji sklop bo zaokrožila Kačinijeva Ave Marija, ki jo bo zapela Marija Duh, sopran, ob spremljavi na orgle preprostih priredkih.
večerji. Vse sodelujoče vabim pred oltar. Slišali smo vas, želeli pa bi vas tudi videti in vas še z enim aplavzom nagraditi. Izvolite.